7:07 in v našem studiu diši po okusnem zajtrku. V našem studiu sta lanski zmagovalec kuharskega šova MasterChef Sašo in pa Jani, ki je z nami šova gostilna, išče šefa in že pripravljata zajtrk. Kaj bomo jedli? Ja, zdaj bomo Jani pripravili ene ful dobre take Vafle. Malo posebne, povej, kaj smo. Naredili smo vafle z dimljenim lososom. Tako je, to verjetno ni njih običajna stvar, ampak bo zelo dobro, še poletje se bliža in to je idealno za te dni. Za zajtrk. Sašo bo narezal malo zelenjave, tako da mislim bolj zdravo za okras. Malo zelenjavce, da osvežimo, tudi imam redkvico, paradižničke, četrtinke, tako da bo malo osvežilo se skupaj, lahko daj kakšne zelišča, bilo kaj malo kakšno kuhano jajce, bi pripasali mazelen, to da je vavkih jajca, ne rabimo. Nikoli se ne moramo staviti. Mi vajene kolobocije tudi snemamo, tako da bomo seveda objavili na naši spletni strani na Facebooku, da bodo poslušalci lahko videli, kako se tole pripravi. Je pa to zdaj premiera. Je premiera za nove jedi. Tako je, Rio Mare ima nove paštetke, pate, to se pravi s tuno, z različnimi okusi piščančje, kuhan pršut in zdaj bomo pripravili tudi, na koncu namazali te naše vafle s to paštetko. Želita Slovenijo nekako pripeljati na višjo kulinarično raven, marsikaj se namreč da pripraviti na hitro in to je tudi ena od jedi. Ja. Jaz se že odkar sem prišel ven z MasterChefa, sem si želel širiti to moje znanje, veselje do kuhanja. Zdaj imam to priliko, da lahko probam s tuno, kar je tudi en izziv, konzervo, postaviti na neki višji nivo, poceni jed dvigniti, da za doma popestrijo ljudje svoje kulinarične užitke. Pa so Slovenci dovzetni do teh idej, ali rečejo, ma nimam več časa, jaz bom tole odprl pa pojedel. Upam, da bojo zdaj potem, glede na to, da zdaj se Sašo pač nekako nov obraz Rio Mareta, in bomo zdaj v naslednjem mesecu pa čez poletje delali te delavnice, tako da so vsi vabljeni na Rio Mare stran. Tako da bomo probali ljudi mečka premakniti. Videl, sta to zdaj prvič pripravila, obljubljate še kakšne šove, ki je po Sloveniji, da bodo lahko vsi spremljali, kako se tole pripravi? Ja, mislim, zdaj naslednji cilj je v bistvu nama narediti sladoled iz tune, tako da zdaj to naslednji plan. Zanj so združila tuno pa kislo repo. Ko je bilo ful zanimivo, meni na hitro tako malo zvenelo čudno, sem rekel, Jani, bo to v redu, bo je rekel, pač. Na koncu smo pravili in so bili vsi ful navdušeni. To se pravi ravioli na repi s tuno in čemažo pesto.